Okay. Hvala lepa. Jaz sem Zoran Mojca, direktorica Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Z mano je Darja Marinčič, vodja tega razpisa in pa tudi kontaktna oseba navedena v razpisu. Z nama je pa še kolegica Tara, ki skrbi za tehnično pomoč pri tem razpisu. Zdaj na začetku smo vam vsem ugasnili mikrofone, da potem tudi ne pride do disonanc vmes, ampak seveda takoj, ko bomo prišli v fazo vprašanj, vas bomo odmutali, tako da ne se bati. Lahko pa seveda postavljate vprašanja tudi sproti v chat, zapišete in bomo tudi na tista odgovorili. Zdelo se mi je prav, da javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki ga bo javni sklad sofinanciral v letu 2026, zaradi sprememb, ki so v letošnjem razpisu, predstavimo na tem našem srečanju. Veseli me, da ste se odzvali v tolikšnem številu, kar pomeni tudi, da ste verjetno zainteresirani za prijavo. Jaz predvidevam, da ste se vsi besedilo razpisa že prebrali, zaradi tega ne nameravam predstavljati razpisa kot celote, ampak bistvene spremembe oziroma tiste stvari, ki jih je potrebno poudariti znotraj tega razpisa in so morda tudi drugačne od tistih v letu 2025, ali pa gre za neke nove korake v postopkih. Kot ste opazili, je predmet razpisa v letošnjem letu razdeljen na področja, se pravi, ni enega področja, ampak so znotraj samega razpisa področja javnega razpisa zborovska dejavnost, inštrumentalna, gledališka in lutkovna, folklorna, filmska, plesna, likovna, literarna, intermedijska in pa popolnoma novo področje, podporni projekti krovnih organizacij, ki jih bom tudi v nadaljevanju to področje malo bolj predstavila. Bom sledila kar točkam razpisa. Postavila se bom pri 4. točki razpisa, kjer so navedeni pomeni izrazov. Zakaj je to pomembno tudi za vas, potencialne prijavitelje? Gre za to, da je tukaj jasno definirano, kaj posamezno področje je, hkrati pa je zahteva, da so projekti, ki so prijavljeni, skladni z definicijami teh področij. Se pravi, projekti, ki so prijavljeni na posamezno področje, pa niso skladni z definicijo področja, pač ne ustrezajo razpisnim pogojem. Tukaj bi se potem ustavila pri upravičenih osebah. Tukaj jih predstavimo prvič na 3. strani razpisa pri pomenu izrazov. Upravičene osebe so letos malo razširjene, to niso le društva, ampak so poleg društev tudi zasebni zavodi in ustanove ter druge nevladne organizacije skladno z 2. členom Zakona o nevladnih organizacijah. Seveda je pogoj, da delujejo na področju ljubiteljskih dejavnosti in prijavljajo projekte s področja ljubiteljskih dejavnosti. Nam pa gre bolj za vsebino kot za formo same organizacije, zaradi tega smo z društev razširili še na zasebne zavode in pa ustanove in drugo. To so seveda te zasebni zavodi, ki so nevladne ustanove, ustanove, ki so nevladne ustanove, ne gre za zasebne subjekte s področja gospodarske dejavnosti. In upravičene osebe na razpisu so seveda tudi krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, kot jih določa REP-PASM. Zdaj v nadaljevanju potem so opredeljeni tudi, kateri so upravičeni stroški projekta. V 5. točki besedila razpisa pa so opisana oziroma predstavljena razpisna področja. Kot boste videli, je prvo kot zborovska recimo dejavnost točko 5.1, vedno se področje začne z navedbo podpodročij znotraj dejavnosti. Če gledamo točko 5.1, so podpodročja zborovske dejavnosti prireditve in ponovitve,
festival, izobraževanje, mednarodno sodelovanje, glasbeno založništvo. V nadaljevanju imate vsako tako podpodročje tudi opisano, tako da natančno veste, kaj je mišljeno pod posamezno podpodročje. Tako da so zadeve jasne in da tudi veste, kam se prijavljate in s kakšnimi projekti. To gre potem pri vseh področjih na enak način. Najprej podpodročja navedena, potem podpodročja opisana, tako da celotna točka 5 je namenjena temu. Ustavila bi se pri podtočki 5.10, novemu področju znotraj razpisnih dejavnosti, namenjenemu krovnim organizacijam. To so podporni projekti krovnih organizacij. Kot je zapisano v razpisu, je področje podporni projekt zajema dejavnosti za krepitev delovanja krovnih organizacij na nacionalnem nivoju, ki matično delujejo na področju kulture, ter krovnih organizacij kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah. Podporni projekt omogoča podporo razvoju ljubiteljske kulture, izboljšuje pogoje za izvajanje dejavnosti ter spodbuja dostopnost, usposabljanje, popularizacijo in strokovno refleksijo znotraj področij razpisa. Dejavnosti podpornega projekta so v celoti ali deloma javno dostopne in lahko vključujejo izobraževalne, teoretske, organizacijske, promocijske in druge programe, ki bistveno prispevajo k razvoju ljubiteljske kulture. In znotraj tega področja sta dve podpodročji, podpodročje podporni projekti krovnih organizacij na nacionalnem nivoju in podporni projekti krovnih organizacij kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah. Kot boste videli potem v nadaljevanju, je namenoma to tudi ločeno zaradi ocenjevanja, zaradi kriterijev, ampak zdaj preidemo k 6. točki razpisa, to so pogoji sodelovanja na razpisu. Tukaj imamo, ker je razpis razdeljen na področja, imamo splošne pogoje, se pravi, to so pogoji, ki veljajo za vse prijavitelje, in pa posamezni posebni pogoji, to so pa posebni pogoji na posameznem področju, ki pa veljajo za prijavitelja na tisto področje. In tisti, ki prijavlja vlogo, mora zadostiti tako splošnim pogojem kot tudi posebnim pogojem svojega področja oziroma tistega področja, kamor prijavlja razpis, kamor prijavlja svoj projekt. Kot sem že omenila, so upravičene osebe razširjene, tako da to je en prvi pogoj, bi pa opozorila, drugi pogoji niso bistveno drugačni od pogojev, ki ste jih poznali tudi v preteklih letih. Toplo bi vas opozorila na pogoj, da prijavitelj, ki je bil v letu 2025 pogodbena stranka JSKD, izpolni vse svoje obveznosti do JSKD-ja. Izpolnjevanje obveznosti pogodbenih je tudi zaključno poročilo projekta, tako da dajte poskrbeti, da bodo vse vaše obveznosti, če ste bili leta 2025 pogodbene stranke do JSKD-ja, da so vse vaše obveznosti potem tudi izpolnjene in poravnane, da ne bi zaradi formalnosti pač bile vaše vloge zavržene. Posebej pa vas želela opozoriti na zadnjo alinejo splošnih pogojev, ki pravi, da prijavitelji priložijo dokazilo o pisni seznanitvi območne izpostave JSKD, ki geografsko pokriva kraj sedeža prijavitelja o prijavljenem projektu. In potem, to je obvezna priloga in pod črto v opombi je pojasnjeno, kaj naj bi ta seznanitev bila. Prijavitelj pisno seznani območno izpostavo JSKD s projektom, s katerim kandidira na razpis na način, da navede prijavitelja, naslov projekta, izvajalce projekta, zaprošeno vrednost projekta in kratko vsebino projekta, se pravi en odstavek. Prijavitelj pisno seznani območno izpostavo po e-pošti ali z dopisom oddanim na pošti. In kopijo te seznanitve, se pravi tega maila ali tega dopisa, ki ste ga poslali, območni izpostavi priložite kot obvezno prilogo
obvezno prilogo razpisni dokumentaciji. Zakaj smo uvedli ta pogoj? Zaradi tega, ker se je velikokrat zgodilo, da območne izpostave niso bile informirane, kateri projekti kandidirajo in so sprejeti v sofinanciranje oziroma sprejeti v sofinanciranje naknadno že, ampak zaradi tega, ker posamezni projekti so zelo kompatibilni ali se tudi pokrivajo s samo dejavnostjo JSKD-ja in je smiselno, da se te zadeve tudi uskladijo in da so oboji seznanjeni z dejavnostmi, tako območne izpostave, kakor tudi območne izpostave z vašimi dejavnostmi. Tako da tukaj dejansko napišete normalen, običajen mail ali pošljete dopis, kakor se boste odločili, ne potrebujete od območne izpostave nobene potrditve, da so s tem seznanjeni, vi samo to konkretno, ta konkreten dopis, ki ste ga poslali po eni ali drugi poti, pač priložite kot dokazilo, da je območna izpostava seznanjena. Potem v nadaljevanju imamo posebne pogoje na razpisnih področjih. Posebni pogoji na razpisnih področjih so oblikovani za vsako področje posebej, tako da vas zaprošam, da si natančno pregledate, kakšni so posebni pogoji po področjih. Tukaj so določene reference oziroma določene zahteve področij, hkrati so pa pri vseh področjih navedene tudi način sofinanciranja oziroma koliko se lahko zaproša na posameznem podpodročju, na primer na zborovski dejavnosti, koliko lahko največ zaprošate na prireditvah, koliko na festivalih in tako naprej, izvedba izobraževanja v trajanju 16 ur, v trajanju nad 16 ur in tako naprej. Pri vsakem je to navedeno in tudi kakšna je lahko vrednost. Večinoma je to 80%, da ne presega ta vsota 80% celotne vrednosti programa, hkrati pa je omejena tudi z višino v evrih, koliko lahko dosega. Tukaj je pod vsako dejavnostjo to navedeno, ustavila bi se zopet pri podpornih projektih krovnih organizacij, kjer so pogoji malenkost drugačni. Pogoji za podpodročje, pogoji za prijavitelje podpornih projektov krovnih organizacij na nacionalnem nivoju, posebni pogoj, da ima sedež v Republiki Sloveniji in združuje večino kulturnih društev oziroma zvez kulturnih društev določenega področja ljubiteljske dejavnosti s področja razpisa, da matično deluje na področju kulturne dejavnosti, da deluje kot krovna organizacija na nacionalnem nivoju najmanj 5 let, prijavlja največ en podporni projekt, ki mora vključevati najmanj 2 sklopa dejavnosti. Sklopi dejavnosti je tisto, kar smo prej omenili, da je lahko organizacija, predstavitev, izobraževanje in tako naprej, kot je opredeljeno v samem sklopu dejavnosti. In da zaproša sredstva, da lahko zaproša za največ 80% celotne vrednosti projekta oziroma največ 16.000 evrov. Za nacionalne krovne organizacije, ki so upravičene za prijavo na ta projekt, pa velja tudi to, da med zaprošenimi sredstvi sme delež stroškov splošnega poslovanja prijaviteljev. Se pravi, to so stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo samega projekta oziroma dejavnosti znotraj projekta, ki jih prijavljate, ampak so vezani na samo delovanje prijavitelja, da lahko te stroški znašajo 15% zaprošene vsote. Se pravi, stroški delovanja same organizacije lahko znašajo 15% stroškov zaprošene vsote. Pri podpodročju podpornih projektov krovnih organizacij, kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah je pogoj seveda, da so krovne organizacije, ki jih določa REPAS, prijavljajo en podporni projekt, ki mora vključevati najmanj 2 sklopa dejavnosti. Zaprošena sredstva lahko znašajo največ 80% celotne vrednosti projekta oziroma največ 16.000 evrov in pa zaprošena sredstva se lahko nanašajo le na stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem prijavljenih dejavnosti.
Zdaj tukaj, zakaj tukaj razlika? Ker organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin imajo možnost kandidiranja tudi na drugih razpisih, medtem ko, s katerimi na drugih ministrstvih in drugih razpisih, medtem ko krovne organizacije na nacionalnem nivoju tega nimajo. Podpodročji sta pa ločeni tudi zaradi tega, ker pri samem ocenjevanju se upošteva pri nacionalnih status društva v javnem interesu, medtem ki pa pri avtohtonih slovenskih manjšinah, zvezah pa se tega seveda ne upošteva, ker pač tuji subjekt tega statusa v Sloveniji ne more pridobiti. Zdaj tukaj, da ne bo slučajno kakšne zmede. Matično delovanje na področju ljubiteljske kulture oziroma na področju kulture pomeni, da je delovanje povezano z kulturo kot matično, se pravi, da so bila društva ustanovljena, zveze ustanovljene z namenom delovanja na področju kulture. To pa ne pomeni, da zveze društev, ki matično ne delujejo na področju kulture, kot je recimo Zveza društev slepih in slabovidnih, Zveza lovskih društev, Zveza društev upokojenskih društev in tako naprej, ki tudi kandidirajo na naših razpisih, da ne bi mogle kandidirati na naših razpisih. Lahko kandidirajo, vendar ne na podpodročju podporni projekti krovnih organizacij, temveč na področjih, na katere se nanaša projekt. Se pravi, če bo na primer Zveza društev slepih in slabovidnih imela projekt s področja uprizoritvene gledališke dejavnosti, bo kandidirala na področju gledališke dejavnosti in ne na podporni projekti krovnih organizacij, ki je namenjen pa matično delujočim na področju kulture. V 7. točki so navedeni potem izpolnjevanje pogojev, lotila bi se pa, poudarila bi 8. točko razpisa, kjer so predstavljeni kriteriji. Najvišje možno število točk, ki jih posamezni projekt lahko prejme, je 100 točk. Pravočasne, popolne vloge upravičenih oseb pa bodo obravnavale strokovne programske komisije za vsako področje. Na začetku bo točko 8.1 so navedeni splošni ocenjevalni kriteriji, ki so enotni za vse prijavitelje v skupni vrednosti 30 točk. To so finančna zasnova in realnost, smotrnost, prav finančna zasnova projekta in pa pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti. Potem pa so po posameznih področjih razpisa posebni ocenjevalni kriteriji po področjih, ki na vsakem področju skupaj znesejo po 70 točk. Tukaj pa področja sledijo svojim prednostnim kriterijem, saj smo jih dosti v resnici tudi usklajevali, ampak določene specifike po področjih so, tako da se bo vloga recimo dana na zborovsko dejavnost ocenjevala po splošnih kriterijih iz točke 8.1 in posebnih kriterijih pod točko 8.2.1. Tako da za vsako področje razpisa so tukaj potem navedeni posebni kriteriji, po katerih bo ocenjevano. Novost je tudi pri uporabi kriterijev in določitev višine sofinanciranja. V sofinanciranje bodo sprejeti najvišji ocenjeni projekti na posameznih razpisnih področjih. Novost je, da je vstopni prag. Vstopni prag za sofinanciranje na tem razpisu je 50 točk. Se pravi, da v sofinanciranju lahko pridejo le projekti, ki dosežejo 50 in več točk. Projekti, ki dosežejo manj kot 50 točk, ne morejo vstopiti v sofinanciranje, ne glede na to, ali so sredstva na področju še razpoložljiva ali ne. In v sofinanciranje bodo sprejeti najvišje ocenjeni projekti na posameznem razpisnem področju v okviru razpoložljivih sredstev. To pomeni, da bodo morda na nekem področju,
kjer bo velika konkurenca sprejeti v sofinancirani projekti s 85 točkami, pa bo potem razpoložljiva sredstva na tem področju izčrpana. Hkrati pa lahko pomeni tudi to, da bodo pa na nekem drugem področju, kjer mogoče konkurenca letos ne bo tako velika, v sofinanciranju vstopili tudi projekti, ki bodo imeli 50 točk ali 55 točk, ker bodo sredstva še razpoložljiva. Jasno smo določili tudi odnos med številom prejetih točk v obravnavi strani strokovnih komisij in pa sofinanciranjem. Višina sredstev za projekte, sprejete v sofinanciranje, se določi tako, da se zaprošena vrednost sofinanciranja pomnoži s količnikom, ki odraža število točk, prejetih točk. Kar pomeni, če bo vaš projekt ocenjen s 100 točkami, boste sofinancirani v višini 100% zaprošenih sredstev. Če bo vaš projekt na primer imel ali s količnikom 1, če bo vaš projekt prejel 85 točk, na primer, boste sofinancirani v višini 85% zaprošenih sredstev ali v količniku 0,85. Tukaj se pravi, točke in pa višina sofinanciranja so neposredno povezane. Opozorila bi vas na bistveno novost pri samem postopku, ki je posledica zadnje novelacije Zakona o javnem interesu na področju kulture ali ZUJIK-a. ZUJIK uvaja kot novelo zakona obvestilo pred izdajo odločbe in najpozneje v 2 mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na ta razpis, bodo prijavitelji pisno obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in predlogu strokovne komisije. To v praksi pomeni, da uvajamo novo fazo oziroma je skladno z zakonodajo še ena faza v razpisnem postopku, ko komisija vaše vloge oceni, vam bomo poslali to obvestilo, v kateri vas bomo seznanili. Komisija je vašo vlogo ocenila s toliko in toliko točkami, na podlagi tega bi bilo sofinanciranje vašega projekta toliko in toliko, in pa tudi seznanili z obrazložitvijo strokovne komisije. Na to obvestilo imajo prijavitelji možnost odziva. Odzovejo se v roku 7 dni, tukaj je napaka, ko je napisano 5 dni, mi, ko vas bomo pozivali in vam poslali obvestilo, bomo jasno navedli, da se v 7 dneh od prejetja tega obvestila lahko odzovete, ni vam nujno, lahko odzovete na obvestilo, če menite, da so določene zadeve, na katere se morate odzvati, in pa vse te izjave prijavitelja na obvestilo seveda ne sme vsebovati novih dejstev, ki niso bile navedene v vlogi, ampak samo se nanašati na tisto, kar je bilo navedeno v vlogi. Na podlagi teh odzivov, ki jih boste poslali na obvestilo, bo strokovna komisija ponovno pregledala odzive, obravnavala vaše vloge, upoštevala odzive in podala končno odločitev o izbiri projekta v sofinanciranje ali zavrnitev sofinanciranja. Se pravi, podala bo končni predlog in na podlagi tega končnega predloga boste prejeli odločbo. Na podlagi odločbe, če boste sprejeti v sofinanciranju, pa tudi potem pogodbo o izvajanju projekta. V razpisu smo v 10. točki opredelili tudi porabo dodeljenih sredstev. V letošnjem letu bomo izkoristili možnost, ki jo ponuja v 33. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, ki določa možnost predplačila do višine 70% pogodbene vrednosti. Ostalo izplačilo pa ob zaključku projekta, ko se predloži tudi dokazila o upravičeni porabi sredstev, to je obračunska dokumentacija,
ter končno ali delno poročilo o izvedbi projekta. To pomeni, da ob podpisu pogodbe imate možnost, da zaprosite za 70% avans, predplačilo, in potem, ko to predplačilo in projekt zaključite, zaprosite še za 30%, kolikor je bilo po pogodbi določenih vrednosti za projekt. Tukaj je zdaj druga logika, kot je bila lani, ko ste praktično lahko zaprošali šele po realizaciji projekta za sredstva za izvedbo projekta. Prijavitelj pa ima seveda tudi možnost, da se odloči za enkratno sofinanciranje ob zaključku projekta, brez predplačila. Se pravi, to bo prišlo prav v primeru, na primer, če ste projekt izvajali že v času, preden ste dobili pogodbo ali pa odločbo, se pravi v prvi polovici leta. Projekt je v tistem času, ko ste vi prejeli pogodbo, že izveden, in v tem primeru lahko seveda celoten znesek zaprosite naenkrat v celotnem in date obračunsko dokumentacijo za celotne stroške in pa poročilo. Morda pa bo tudi kdo med vami, ki ne bo želel predplačila ali ne bo se spomnil, da bi zaprosil za predplačilo, tudi ta lahko mirne volje v rokih, ki jih bojo določale pogodbe, zaprosi potem za celotno plačilo po realizaciji projekta. Tako da obe možnosti obstajata, na vas pa je, da se boste odločili, če boste sprejeti v sofinanciranje, katero možnost boste izbrali. Tukaj smo uvedli tudi povprečnino. Vsi, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, se jim bo priznalo v pogodbi tudi posredni stroški projekta. To so posredni stroški projekta v višini 10% vrednosti z odločbo in pogodbo dodeljenih sredstev sofinanciranja. Teh 10% vrednosti pogodbene vam ne bo potrebno dokazovati z obračunsko dokumentacijo. Se pravi, da za te stroške povprečnine veljajo vsa določila o upravičenih stroških, morajo biti to stroški, ki so upravičeni stroški, razen določila o izkazljivosti, se pravi, ne predlagate, zato ne dajete obračunske dokumentacije. To pride v poštev v pogodbi za projekte, ki bodo sofinancirani, ne pa že pri sami prijavi projektov, kjer je potrebno stroške v finančnem načrtu opredeliti v celoti, v 100% zaprositev, kar zaprošate, je potrebno stroške opredeliti skladno z obrazcem za finančni načrt, ki je v dokumentaciji razpisa, med obrazci za razpisa. V 11. točki razpisa je navedena okvirna vrednost razpoložljivih sredstev. Za celoten razpis je na voljo 509.000 evrov, potem pa so v nadaljevanju našteto, koliko je za posamezno področje razpisa, s tem, da obstaja možnost, da se v primeru, ko na posameznem področju sredstva niso izčrpana v celoti, da direktorica odloči, da se sredstva prenesejo na drugo področje, kjer se izkazuje manko sredstev. Tako da ta opcija obstaja, ampak v principu so to okvirne vrednosti za posamezno področje. Razpisni roki so začeli teči v torek 20.1., razpis pa se konča 23.2., 23. februarja. Takrat jim morate oddati najkasneje vlogo. Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki v aplikaciji JSKD-ja ter v tiskani obliki poslana na naslov Javni sklad za kulturne dejavnosti, pač k nam poslana v pisni obliki. Do 23.2., kar šteje, da 23.2. lahko oddana kot priporočena pošiljka na pošti. Prosim, preverite, če ima, da je to štempelj z datumom in časom oddaje, ali pa tudi osebno oddana na sedežu JSKD-ja, v poslovnem času JSKD-ja je tudi ta dan lahko oddana.
Zdaj pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom je Darja. Imate tudi navedene njene kontakte in pa načine, na kakšen način lahko prihajate do informacij. Kadar pa imate neko res vsebinsko vprašanje, pa predlagam, da se kar direktno, lahko se seveda obrnete na Darjo, lahko pa se tudi direktno obrnete na svetovalce za posamezno področje, za katere imate vprašanja. Še korak nazaj bi šla k 15. točki zavrženje vlog. Tukaj bi rada poudarila, da smo zdaj zadeve uskladili z zakonodajo. Jasno je določeno, koliko vlog lahko prijavitelj odda na posameznem področju, 2 vlogi na posamezno področje. Razen na področju podporni programi, kjer je možna prijavitelji na tem področju pa lahko na celoten razpis oddajo samo 1 vlogo. Kar pomeni, da krovne zveze bodo praktično v 1 vlogi lahko podale celotno vsebino, ki so jo prej dale v 9, 10, 12 vlogah. Področje je tako široko zasnovano, da praktično celotne vsebine, ki ste jih dajali, pokriva, tako da tukaj ni nekega koraka nazaj z dovoljenjem 1 oddaje, je pa zagotovo menim, da tako za prijavitelje lažje, da delajo 1 vlogo, kot tudi za strokovne komisije potem lažje, da to vlogo, te vloge potem tudi obravnavajo. Hkrati pa bo tudi bolj transparentno, ker bodo tisti, ki pa bodo posamezne zveze, ki pa matično ne delujejo na področju kulture, pa direktno na posamezna področja prijavljale svoje vloge pod istimi pogoji, kot tudi društva in vsi drugi prijavitelji. Tako da tukaj smo malo ločili zadeve, zato da so bolj transparentne in bolj jasne. Mi si bomo prizadevali, razpis smo tako zgodaj objavili, zaradi tega tudi, da si bomo prizadevali, da boste imeli odločbe in pogodbe najkasneje v juniju, tako da pred poletjem, skratka, tako da boste lahko začeli oziroma da boste v miru izvajali svoje projekte, tudi potem poročila, zahtevke za izplačila. Je pa postopek dolgotrajen, kajti pridružil se mu je še ta korak obvestil, kar pomeni, da je kar tudi postopkovno to kar dolgotrajen proces. Toliko morda na hitro, kar se tiče samega razpisa. Mogoče Darja, če še kakšno zadevo glede aplikacije, če je potrebno. Glede aplikacije, aplikacija kot taka ni veliko spremenjena, samo v obrazec 1 je zdaj, bom rekla, zbrisan. V tem obrazcu 1, če se spomnite, se je šlo, da ste vi opisali pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti. Skratka, zdaj, skozi celoten opis, kar je v aplikaciji, v bistvu strokovno-programska komisija bo iz tega izluščila, kakšen je pomen in vpliv projekta vašega. Pri sami aplikaciji, kot sem že dejala, ni prišlo do bistvenih sprememb, samo boste v drugem koraku izbrali podpodročje, to, kar je tudi gospa direktorica predstavila, zato da bo tudi strokovno-programski komisiji potem lažje naprej se razdeliti, komu kaj paše. Zdaj pa jaz predlagam, da gremo kar po vprašanjih, ki ste jih dali v chatu, potem pa bomo odprli tudi mikrofone, tako da se lahko tudi pogovorimo, če se določene stvari, Tara, kjer je začetek. Prvi je bil vprašanje. Čakaj, se bomo še dober. Prva, Ne, kar Miro. Ina. Tale, ja. Tina. Vprašanje. Kaj se upošteva kot javni nastop oziroma projekcija na gledališki dejavnosti? To se upošteva se na področju, ki je to napisano, da je izvedel vsaj en projekt, se pravi, tukaj se predvideva, da ste izvedli vsaj en projekt na podpodročju, na katerega znotraj gledališke dejavnosti se prijavljate. 6 javnih nastopov ter vsaj 6 javnih nastopov pa pomeni, da je imel
ne ta projekt, ampak lahko tudi kakšen drug projekt, ali vsi projekti skupaj, 6 dogodkov, ki so bili dostopni javnosti. Samostojno pripravil in izvedel vsaj eno izobraževanje, pa pomeni, da je bil nosilec izobraževanja. Naprej. Je bil tale za posnetek. Tole bom Ja, jaz poslala. Ok, pa je pa Ne, čak, tole čak. naslednjo. Ja. Helena, gospa Helena. Gospa Helena, vprašanje upravičenih stroškov. V principu oprema ni del tega razpisa, ampak če boste vi znali utemeljiti, zakaj je prav za ta projekt nujno, da so na odru, recimo, ali pa ne vem, imate oder ali kaj. Za produkcijo. Muzikal, ja, da je na odru muzikala so pač potrebni mikrofoni, so pa to potem pač upravičeni stroški projekta. Ne bi bilo pa to upravičeno, da pač kupujete mikrofone za svojo dejavnost, za tisto bojo pa razpis prostor in oprema, ki pa ga načrtujemo potem v 9. februarja objavo tega razpisa. Občinskih. Lahko prijavljate projekte, ki so financirani iz drugega naslova, na primer občinskega razpisa, v primerih, ko niso sofinancirani isti stroški, se pravi, dvojno financiranje ni možno. Možno je sofinanciranje drugih stroškov, kjer pa morate jasno navesti tudi, kakšna so sredstva, ki ste jih prejeli iz tega občinskega razpisa, na kakšen način in katere stroške krijete in katere stroške vi zdaj uveljavljate kot tukaj, ni pa to prepovedano. Potem gledališko društvo Contrada Canal. Ja, to pomeni, da javno dostopnost pomeni ne interna izobraževanja društev, ampak javno dostopno izobraževanje za širšo javnost. Predstavljanje rezultatov v javnosti je, mislim, seveda je pogoj, ker mora biti projekt dostopen javnosti. Zdaj jaz ne vem, na kaj se to nanaša kot predstavljanje rezultatov v javnosti. Vse, kar je v 8. točki pod kriteriji, je tisto, kar ni obvezno za vstop, ampak recimo vi ne morete imeti projekta, ki bi bil zgolj intern in ne bi bil dostopen javnosti, zdaj pa samo predstavljanje rezultatov v javnosti se pa ocenjuje potem tudi pri kriterijih, no. Projekt mora biti dostopen javnosti. Če pol nismo se razumeli, boste pa še dodatno vprašali. Da osnovno smiselno področje. Kakovost in uspešnost prijavitelja, reference prijavitelja ocenjuje strokovna komisija. Vsako področje ima posamezno strokovno, za svoje področje strokovno komisijo, v kateri so strokovnjaki za posamezno področje, ki poznajo področje delovanja in na ta način in pa skozi tudi dostopne materiale oceni to, kar date z vlogo, ocenijo potem referenčnost. Ampak tukaj gre tudi za strokovno poznavanje področja. Čakajte, smo preskočili. Ja. Samo, se opravičujem. Ja. Ja, potem imamo vprašanje, ali res ni možno na JSKD razpis prijaviti projekta, ki smo ga prijavili na Ministrstvu za kulturo, čeprav je vrednost projekta veliko višja od samega sofinanciranja ministrstva in JSKD, kar pomeni, da ne bi prišlo do dvojnega financiranja posameznih stroškov. A imamo mi med splošnimi pogoji navedeno to? Ja, projekti, ki so sofinancirani na Ministrstvu za kulturo, ne morejo biti sofinancirani tudi na področju
tudi na JSKD-je z razlogom, ker projekti sofinancirani na Ministrstvu za kulturo so v resnici projekti profesionalnih nevladnih organizacij, saj Ministrstvo za kulturo v svojih razpisih ne sofinancira ljubiteljske kulturne dejavnosti. Zaradi tega se ti dve zadevi izključujeta. Ali sodelovanje skupine NS in festivali lahko sofinancirajo z tega razpisa? Ne vem točno, gospa Zvonka, na katero področje se nanaša vaše vprašanje. Če preberete razpis, boste videli, da na več področjih se sofinancira tudi sodelovanje na festivalih ali gostovanje v mednarodnem prostoru. Potem gospa Helena, vprašanje glede poziva k dopolnitvi, kaj še dopolnjevanje vlog je postopek po Zakonu o upravnem postopku, se pravi, da boste poziv k dopolnitvi vloge v roku 5 dni, poziv k dopolnitvi vloge, ki jo boste morali dopolniti v 5 dneh, če vaša vloga ni bila formalno popolna v vsebinskih pogledih, če se je oddali prepozno ali če je oddala neupravičena oseba, je to avtomatično zavržena vloga. Če pa ni formalno popolna v vseh segmentih, pa ste pozvani preko ta plave kuverte, bi rekla, no. Se pravi ZUP-a z vročilnico in šteje se takrat, ko prevzamete pošto, od tistega dneva 5 dni, da imate čas za odgovor. Se pravi, ne po mailu, ampak po pošti z kuverto vročanja po Zakonu o upravnem postopku, to je tista ta plava kuverta. Potem tehnične težave z aplikacijo. Tukaj vas lepo prosim, da se obrnete kar direktno na Darjo po telefonu ali po mailu. Žal se pojavljajo posamezne tehnične težave zaradi migracije JSKD-ja v strežniške oblake, kjer še vse aplikacije med sabo niso usklajene, to sproti odpravljamo. Če se pojavi kakršnakoli težava, prosim, takoj kontaktirajte Darjo, ki bo v najkrajšem roku uredila, da se te težave ne bodo več pojavljale oziroma vam omogočila tudi drug način dostopa. Potem vprašanje glede likovne dejavnosti. Kot sem že rekla, referenčno se tako kot sem prej poudarila, to strokovna komisija imenovana izmed strokovnjakov s področja, tako da to ocenjuje strokovna komisija. Ne, Zveza kulturnih društev Kranj ne more kandidirati kot krovna zveza, ampak lahko kandidira na posamezne projekte, lahko pa kandidira Zveza kulturnih društev Slovenije kot krovna organizacija. Potem naslednje vprašanje glede objave razpisa. Jaz se s tem, ki je postavil, z gospo Mojco, absolutno strinjam, da bi bilo to zelo super, tudi za nas bi bilo to odlično, vendar pa smo vezani na to, koliko sredstev pridobimo s strani ministrstva, koliko sredstev nam je določeno, da jih imamo za razpise in pa sprejetega proračuna. Se pravi, če bi mi dobili od ministrstva odločbo že novembra ali pa še prej kot novembra za naslednje leto, potem bi mi lahko to objavili že prej. Mi formalno bi v resnici mogli skladno z odločbo uskladiti tudi že program dela, ki bi ga mogel nadzorni svet potrditi. Tukaj smo z nadzornim svetom dogovorjeni oziroma so sprejeli sklep, da nam dovoljujejo, da pred uskladitvijo programa z odločbo že objavimo razpis, ker je v odločbi Ministrstva za kulturo jasno navedeno, koliko sredstev je namenjenih za razpis. Vendar mi odločbo dobimo v januarju, tako da mi smo praktično v 14 dneh oziroma še prej kot to, ko smo dobili odločbo, že to
že to objavili. Se pa strinjam, in postopek je pač tako dolg, da je do junija. Tukaj res se trudimo in vsi prioritetno delamo na razpisih. Se pa strinjam z vami, da bi bilo za samo izvedbo veliko bolj logično, da bi se zadeva izpeljala že prej in da bi imeli začetek leta že tudi pogodbe. Potem vprašanje glede vokalne skupine. Ja, kar več. Tukaj mislim, v razpisu je jasno navedeno, kaj se šteje kot samostojno koncertno gostovanje Slovenskega zbora v tujini. Če vam z vsebinskega stališča ni jasno, jaz vas lepo prosim, da se na gospo Mihelovo obrnete kot vodjo razpisnega področja, lahko tudi na Darjo, ki bo to vprašanje posredovala naprej. Tukaj so svetovalci za področje stroka tukaj, tako da jaz ne bi preliminarnih odgovorov dajala na teh vsebinskih zadevah. Kriteriji pomembnost in referenčnost se glede na prizorišče, glede na ki pa je seveda glede na gostitelja, ki pa je seveda potem tudi odvisno na zvrst samega projekta, kajti za vsa gostovanja niso enaka, ista prizorišča referenčna, tako da to spet presoja komisija. Gostovanja v zamejstvu Italija, Avstrija, drugače kot gostovanja v drugih državah, mislim, da se ne obravnavajo drugače, se pa obravnavajo pač, tako kot sem prej rekla, referenčnosti. Ja, tukaj so priznani ti stroški, to je tudi navedeno, kateri stroški so priznani, tako da poglejte si razpisno dokumentacijo natančno, kateri stroški so priznani pri podpodročju, če kaj ste v dvomu, potem napišite vprašanje, vam bomo pisno odgovorili. Pismo, potrdilo o povabilu, mislim, da so obvezna priloga ali niso? Se to tudi Ja, pismo o nameri ali pa potrdilo lahko priložite zraven, ni pa obvezno. Okej. Ali je mogoče v okviru enega projekta prijaviti več gostovanj v različnih državah? Prosim, dajte si pogledati razpisno dokumentacijo za posamezno področje, ker tam je jasno navedeno, kaj se pod posamezno zadevo sodi. Tako da jaz vseh pogojev od vseh področij ne znam čisto na pamet. Promocijski učinek projekta v tujini, verjetno V obrazcu je tudi v prijavnem obrazcu je tudi v bistvu imate možnost navesti te medijske objave, zdaj katero področje zahteva in če ena področja ne zahtevajo, pa boste videli na vlogi. Potem glede občinskih in naših razpisov sem že odgovorila. V državah izven EU in pa pri nas pa mislim, da nimamo tega ločitve nimam v razpisni dokumentaciji. Naslednje vprašanje. Ali lahko na razpis se lahko prijavi zasebni zavod, kolikor deluje na področju ljubiteljske dejavnosti in prijavi ljubiteljsko dejavnost, pa v profesionalnem mi ne poznamo. Tako da tukaj gre za ljubiteljsko dejavnost, ljubiteljska dejavnost je pa tudi jasno definirana gre za dejavnost, pri kateri praviloma oziroma izvajalci niso plačani, izjema so ponavadi plačilo kakšnih umetniških vodij in drugo pa ne, ali pa avtorji mogoče, če se
Glede vseh dosedanjih vprašanj jih bomo izpisali in bodo tudi na spletni strani objavljeni, prav tako bo posnetek, tako da če kaj ni bilo dovolj glasno, lahko ponovno poslušate posnetek, pravzaprav vsa vprašanja, ki so bila danes zastavljena, in tekom prejšnjega tedna od začetka objave razpisa bomo imeli zavihek tam, kjer je zdaj objavljen razpis, in si boste lahko prebrali najbolj pogosta vprašanja in odgovore. Ok, bom vprašanja zdaj brala na glas, čeprav jih sledim po vrstnem redu, tako kot vi lahko. Gremo od začetka do konca. Ali lahko prosim imamo še za folklorno dejavnost, imeli bomo letni koncert z več gosti na temo Ples združuje, ali smo upravičeni za povrnitev stroškov. Predlagam, da pogledate razpisne pogoje v primeru, da gre za neko specifiko, ki ni zajeta v razpisne pogoje folklorne dejavnosti. Predlagam, da napišete vprašanje in vam bo potem svetovalka za področje odgovorila. Vprašanje, ali lahko prosim ponovno pojasnite spremembo manj administracije pri posrednih stroških, priznani posredni stroški 10% pavšali brez dokazil. Projekti, ki bodo sprejeti v sofinanciranje, bodo imeli priznanih 10% pogodbenih sredstev kot tistih sredstev, ki jih ni potrebno dokazovati z obračunsko dokumentacijo. Se pravi, če bi bil vaš projekt sofinanciran s 100 evri, bi morali za 90 evrov predložiti obračunsko dokumentacijo, za 10 evrov bi pa napisali, da so to posredni stroški. Teh stroškov vam ni treba opredeliti, kateri stroški so, in zanje tudi ne predložiti obračunske dokumentacije. Morajo pa seveda biti to upravičeni stroški, kot so navedeni v izrazih, da se nanašajo na projekt in tako naprej. Tukaj imajo funkcijo oziroma status upravičenih stroškov, čeprav jih ne dokazujete in ne navajate teh 10%. Ampak gre to zgolj v fazi, ko že podpišete pogodbo, ne pa v fazi, ko dajete vlogo. V sami vlogi pa v finančnem načrtu opredelite vse stroške po kategorijah, kot so v samem finančnem načrtu v obrazcu. Vprašanje, ali lahko malo bolj opišete splošni ocenjevalni kriterij, finančna zasnova, realnost, smotrno finančne ocene ter finančna zahtevnost projekta glede na obseg in vsebino. Kaj natančno se vsebuje, kaj natančno se ocenjuje? Ocenjuje se pri tem kriteriju, se ocenjuje, ali je vsebina projekta skladna s finančno konstrukcijo projekta, ali so stroški smotrni, ali so stroški tudi primerne oziroma smotrne višine. To je literatura, in sicer je 400 evrov. Najvišji pač tam možni znesek za izobraževanje od 8 do 16 ur. Od 16 do 40 je pa potem 1000 evrov. Potem vprašanje, ali prireditev pri inštrumentalni dejavnosti lahko obsega poleg udeležbe prijavitelja tudi udeležbo drugih inštrumentalnih skupin. V našem primeru zagotovo ne gre za festival. Jaz predlagam, da to vprašanje malo bolj konkretizirate, ker iz tega si ne znam točno predstavljati. Ga napišete Darji na mail in boste dobili konkreten odgovor od strokovnega svetovalca za področje. Skupina Citrin, delujemo preko UTŽ Ribnica, smo registrirani kot sekcija, ali lahko kandidiramo samo samostojno ali mora društvo? Kandidira lahko društvo, zaradi tega, ker kandidirati mora društvo, ker sekcija ni pravna oseba. Se pravi, da lahko društvo kandidira z vašim projektom. Pozdravljeni, ali lahko prijavljamo projekte, ki bodo do junija že realizirani? Lahko prijavljate projekte, ki bodo realizirani od 1.1.2026 do 31.12.2026. Se pravi, tudi projekt, ki bo januarja realiziran, ga teoretično seveda lahko prijavljate. In če ste sofinancirani, date potem pač takoj dokazilo in zaprosite za celoten znesek, kar ste pač že projekt že realizirali.
Naslednje vprašanje, ali menite in načrtujete, da bo na posamezni projekt višje izplačilo sredstev, poleg tega me zanima še, v katero področje lahko umestimo pripovedovalske dogodke, doslej so bili ti vedno zavrnjeni. Prijavili bi lahko izobraževanje, pripovedovalsko šolo ali pa izvedbo pripovedovanja. Kaj menim, kako bo višje izplačilo sredstev ali nižje izplačilo sredstev, tukaj ne moram vedeti, zaradi tega, ker ne vem tudi, kakšna bo ocena posameznega projekta. Glede na celotno vrednost razpisa, ki je enaka lanski vrednosti razpisa, in pa glede na to, da smo zadeve po področjih vseeno malo izčistili, jaz mislim, da določeni projekti bodo više financirani, kot so bili. Glede pripovedovalske šole pa vam v temle trenutku ne znam natančno povedati, kam in kako, ker tudi ne vem, na kakšen način izvajate. Ali se to sodi na literaturo ali sodi na gledališče. Tukaj se boste pa mogli najti, nimamo pa posebnega razdelka pripovedovalstvo. Če prijavimo izdajo članov literarnega kluba, lahko vključimo tudi stroške predstavitev. Prosim, poglejte, kako je opredeljeno pri razpisni dokumentaciji, ali so stroški predstavitev vključeni v samo kot pogoj za razpis. Menim pa, da v resnici ne bi smel biti to problem, ampak vseeno prosim, da pogledate pri literaturi. Sestanek bo na voljo, kot je povedala že Darja, zraven razpisa bomo ta posnetek objavili, tako da boste vsi lahko dostopali do njega ali tudi tisti, ki se danes niso mogli udeležiti. Vprašanje, kot ste prej dejali, se lahko projekt prijavi tako na občino kot na JSKD s tem, da so računi stroški na obeh drugi. Absolutno, drugi morajo biti, da ne bi slučajno istega stroška uveljavljali pri obeh, mora biti zelo jasno napisano, kateri stroški, ker tudi, ko boste celotno vrednost projekta pisali, boste potem pisali pri prihodkih vir tudi občinska sredstva in potem, ko boste pisali, zakaj zaprošate, bo tudi jasno, tele sredstva bomo pokrivali iz občinskih, za ta sredstva pa zaprošamo iz vaših sredstev, mislim iz tega razpisa. Kar malo me dol, ne? Nismo se še prijavili na tak razpis, zanima me za produkcijo v gledališču, kateri so stroški, ki se bodo priznavali, na primer kilometrina za mentorja ali morda mora biti za mentorstvo račun izdan od mentorja, stroški kostumov, oglaševanja. Stroški so opredeljeni, kateri stroški so, a ne, pri samih ne pri dejavnosti, ampak pri upravičenih izrazih so opredeljeni, kaj so upravičeni stroški, na samem področju pa je opredeljeno, kaj sodi v posamezno podpodročje tistega področja. Tako da predlagam, da tam pogledate in če pa kakšna stvar še zmeraj ne bo jasna, pa nam napišite konkretno vprašanje, za katero stvar ni jasno, pa bomo takrat vam odgovorili. Naslednje vprašanje, ali lahko prijavite tudi novo oblikovana pevska skupina, ki deluje pod okriljem društva, katero obstaja in sodeluje z JSKD že dalj časa. Lahko, ker pogoj je za obstajanje pogoj prijavitelja. Se pravi, če društvo obstaja že toliko časa, kot je v splošnih pogojih navedeno, lahko prijavi tudi nov projekt, novo pevsko skupino. Potem imamo vprašanje gospoda Aleša Križmana. En sam, dva komentarja, vprašanja. Ne, še eno. Pardon. Navedite reference umetniškega vodstva projekta s področja plesne dejavnosti. Tukaj navedemo reference prijavitelja. Na kaj se to nanaša? Pri samem projektu. Pri plesu. Tukaj se pri tem kriteriju reference dejansko tega, ki bo izvajal projekt, navaja. Tako. Ki so se pri tem obrazcu.
Imaš tudi To prijavne, je tako, ne? upravni obrazec. Ja. To je v prijavnem obrazcu, ja. Okay. Ne? Mislim, to se nanaša na tiste izvedbo izvajalce, projekta, tako. ne na reference prijavitelja. Ali je Ja, tako? mislim, da je tako, ja. No, okej. Potem vprašanje, se pravi komentar, bomo to. A ja, ne bi Še je preditev vsota 500, ocena za 822, knjižnost konspiracije. 6 za 2 je za preditev vsota Jaz 500 ali moram pomota. reči, Samo da večkrat. ne razumem pravno 6, vprašanje. 2, 2, samo sekundo. 6, 2, 2. Za inštrumentalno. Za 6, 2, 2 je za inštrumentalno dejavnost in prireditev. Piše, da obenem ne presega 3500 evrov. Ja, Ocena je za 500 evrov. Ni. 500 ali je pomota. 3500 evrov je 6, 2, 2. prireditev. Ja. Edino, če je to v obrazcu pogledano, v besedilu razpisa V besedilu je je 3500. navedeno 3500, bomo pa pogledali, če je slučajno v samem obrazcu, kje je kakšna pomota. Držijo cifre, ki so navedene v besedilu razpisa. Naslednje vprašanje. Za 822 udeležba. Udeležba na strokovno spremljanih državnih prireditvah. Kaj pa, če to za skupino ne obstaja? Ja. Potem pač tega kriterija, mislim, Morate, pač ja. tukaj je zadeva, ki ni. Če je pogoj, se ocenjuje po vseh, ocenjuje se vedno po vseh kriterijih. Potem Društvo Pomurski tamburaški orkester zanima, ali lahko prijavimo prihajajoči koncert s klapo iz Hrvaške kot mednarodno sodelovanje, kateri bo v Sloveniji. Prosim, pogledajte razpisno dokumentacijo, če ta dovoljuje v razpisni dokumentaciji, če ta možnost obstaja, seveda lahko prijavite, če pa ta možnost ni navedena, pa ne ustreza. Mi imamo v društvu ljubiteljske igralce v kombinaciji s profesionalnimi igralci, ki morda v Sloveniji nimajo oficialnih diplom, ali kako lahko kandidiramo za sredstva. Tukaj pomeni, če ti profesionalni igralci nastopajo kot ljubiteljski igralci v tem noter, treba je videti, kaj je kot celoten koncept samega projekta. Če so ti profesionalni igralci plačani, ljubiteljski pa ne, zagotovo ne. Če pa pač igrajo tudi profesionalni igralci, ki morda nimajo v Sloveniji diplom, pa je odvisno res od projekta. Je projekt s področja ljubiteljske dejavnosti ali pač izveden. To morate sami presoditi, kako je. Kdo je svetovalec razpisa za zborovsko dejavnost? Mihaela Jagodic. Vse svetovalce najdete tudi na spletni strani za JSKD-ja, tako da tam so tudi vsi njihovi kontakti. Kdo so lahko mentorji v gledališču? Je potrebna kakšna posebna licenca zanje ali je to lahko nekdo, ki se že vrsto let ukvarja z gledališčem? To je popolnoma vsebinsko vprašanje. Mentorji v gledališču so tisti, ki vodijo, ki izobražujejo, ki pomagajo kvalitetnejšemu okolju ali samemu projektu, posebna licenca zanje pa ne obstaja. Društvo upokojencev Loška dolina, ali lahko kandidiramo tako pod zborovsko in plesno dejavnost, v obeh smo aktivni in nastopamo tako doma kot v tujini. Ko bo lahko, ker na vsako lahko prijavljate, na vsako področje, se pravi zborovsko področje, lahko date 2 projekta in na recimo katero drugo plesno dejavnost date tudi lahko 2 projekta. Na vsako dejavnost date lahko 2 projekta, kandidirate, razen na podporne projekte, kjer so pa upravičene osebe, dajejo pa na celotno razpis samo eno vlogo.
Kje lahko najdemo svetovalce za posamezna področja na spletni strani SKD-ja. Še kakšno vprašanje naprej, Je, Tara? takole. Tomaž Brezar, pridružuje se vprašanju gospe Taje Pajmon Rak. Imamo enako dilemo, smo kulturno društvo, pevski zbor, ki deluje v ljubiteljskih sferah in smo sofinancirani s strani razpisov JR Kultura že od pameti veka. Se pravi, da ne gre za profesionalno področje, kjer je sofinanciranje omejeno, tokratni projekt pa zahteva precejšnje financiranje, bi radi kandidirali, če bo možnost. JR Kultura je kateri razpis? A je to razpis ministrstva? Na razpisih ministrstva sprejeti sofinancirani ne morejo kandidirati, medtem ko na drugih razpisih sofinancirani lahko kandidirajo. Naše društvo Gregor Piran je organizator 2 odmevnih mednarodnih pevskih festivalov, zborov in vokalnih skupin, na katerih nastopa do 12 zborov oziroma skupno do 300 pevk in pevcev vseh generacij. Kako se ocenjuje referenca nas kot organizatorja in kriterij pomembnosti prireditve? Referenca vas kot organizatorjev se ocenjuje na podlagi preteklega dela, kaj ste do sedaj naredili, kako so bili vaši projekti odmevni, organizacijsko pomembnost prireditve pa se pomembnost samega projekta za razvoj in pa za posamezno področje ocenjuje kot projekt za celotno področje. Pozdravljeni, zanima me, koliko projektov lahko prijavimo na posamezno dejavnost, še vedno samo 2 ali tokrat kaj drugače. Na posamezno dejavnost lahko, kot vidite, kot ste verjetno prebrali v razpisu, prijavite po 2 projekta, na vsako dejavnost po 2 projekta, razen na področje podpornih projektov, kjer upravičene osebe lahko prijavijo samo en projekt na celoten razpis. Naslednji, pozdravljeni, kaj pomeni prijavitelj je v obdobju preteklih 3 let vsaj enkrat sodeloval na strokovno spremljenih prireditvah regijske ali državne kakovostne ravni v okviru dejavnosti, na kateri prijavlja projekt. Prijavitelj sodelovanje dokazuje s priloženim potrdili oziroma strokovnimi mnenji. Gre za sodelovanje v okviru naše tako zvane piramide, se pravi srečanje SKD-ja, ki so strokovno spremljene in vsi, ki sodelujejo v teh okvirih, pridobijo potrdilo o sodelovanju in strokovno mnenje, in iz tega strokovnega mnenja je razvidno, ali je prijavitelj uvrščen na regijsko oziroma na državno kakovostno raven. Naslednje vprašanje, ali lahko prijavimo pevski koncert Združenih zborov Šentvidov Slovenije, katerega organiziramo že 23. zapored. Organizacija obsega pogostitev cirka 100 oseb ter najem prostora za predpripravo. Če ustreza drugim kriterijem, ki so na področju zborovske glasbe opredeljeni, ta projekt lahko prijavite, če ne ustreza, predlagam, da se prebere natančno pogoje za kandidiranje na zborovski dejavnosti. Ali lahko društvo prijavi 2 ali več prireditev ali samo eno? Mislite v en projekt ali v več projektih? Če govorimo o več projektih, potem lahko društvo prijavi 2 projekta na plesno dejavnost, 2 projekta na gledališko, 2 na literaturo in tako dalje, do podpornih projektov, kjer se lahko samo en projekt prijavi upravičene osebe, ki se lahko prijavljajo na podporne projekte. Drugače pa lahko 2 projekta na posamezno dejavnost prijavljate. Ali zaključek projekta pomeni datum premiere ali datum ponovitve? Ali so izobraževanja mišljene pedagoške ure 45 minut ali ure 60 minut? Zaključek projekta, če ni pogoja za ponovitve, je datum premiere. Če so pogoji, recimo kot pri plesni, ko je zahtevana vsaj ena ponovitev, je po opravljeni prvi ponovitvi.
Glede pedagoških ur pa vam ne znam čisto točno povedati, pa mogoče najbolj pametno, da se to vprašanje naslovi, pa bomo definirali, bodo naši svetovalci to definirali, ali se govori o šolskih urah ali o običajnih urah, no. Naslednjo, kako je z navedbo sofinanciranja, še posebej v primerih, ko bo projekt do junija že izveden? Navedbo, ja. V primeru, ko bo projekt izveden, še preden boste dobili pogodbo, vas seveda ne bomo gledali na to, a ste nas navajali kot sofinancerja ali ne. Računamo pa, da nas boste vseh ostalih dejavnosti od trenutka, ko boste vedeli, da ste sofinancirani, pa navajali kot sofinancerja. Če pa bo projekt že prej izveden, pa nas seveda ne morete kot sofinancerja navajati, če ne veste, da bomo, no. Na društvu imamo pevski zbor, dvakrat smo se že prijavili na JSKD, a smo bili zavrnjeni, lani smo imeli sicer 3 javne nastope, imamo sedaj izpolnjen pogoj za prijavo letos. Poglejte, prosim, ali ima društvo pogoj za prijavo in ali ustrezate tudi splošnim pogojem oziroma posebnim pogojem na področju zborovske dejavnosti. Vprašanje, če je ena sekcija društva sprejeta v dvoletno financiranje, ali se lahko druga sekcija istega društva prijavi na enoletni projektni razpis? Društvo, ki je sprejeto v sofinanciranje na dvoletnem projektnem razpisu, žal ne more sodelovati ne glede na to, s katero sekcijo ne more sodelovati na letnem razpisu, kajti gre na prijavitelja. Pa imate še vprašanje. Okej. Vprašanje glede komisije za gledališko dejavnost, so člani komisije že znani ali imamo pravico izvedeti, kdo sestavlja komisijo? Seveda imate pravico izvedeti, člani komisije so isti, kot so bili, ker imajo še vedno mandat, isti, kot so bili v letu 2025, imajo mandat do konca leta 2026, so pa vsi člani objavljeni, a so objavljeni na naši spletni strani? Člani ne. Strokovnih komisij. Mislim, da niso. Če člani strokovnih komisij niso objavljeni na naši spletni strani, bom poskrbela, da bodo v kratkem objavljeni na naši spletni strani, tako da boste tudi natančno vedeli, kdo so tisti, ki vas ocenjujejo. Prav pod zavihek razpisi jih ni, tako da jih bomo objavili. Ja, bomo jih Ja. objavili. Zanima me, če višina dodeljenih sredstev vpliva na možnost kandidiranja za sredstva na razpisu Oprema prostor, torej ali lahko s tukaj dobljenimi sredstvi zapremo vrata pri pridobivanju sredstev na prihajajočem razpisu Oprema prostor? Ne, tu vi lahko prijavite ta razpis in potem, ko bo objavljen razpis za opremo in prostor, lahko. V primeru, da ste pa lansko leto kandidirali na razpisu za opremo in prostor, letos žal ne Ne, morete. če ste bili sofinancirani. Sofinancirani, Ja. pardon, Ja. letos žal ne. Te dva razpisa, se Pa pravi lahko. prvi 26 in oprema in prostor, pa med sabo nista izključujoča. Ali se lahko prijavi pod likovno področje tudi večdnevno delavnico, kjer gostujemo osebo, ki z otroci izvaja likovne delavnice, kako vemo, kdo so referenčni ustvarjalci oziroma strokovnjaki, ali je bolje, da prijavimo kot prireditev in naredimo kasneje tudi razstavo otroških del in umetnosti. Zdaj, kaj boste prijavili, kaj je bolje, tukaj vam mi ne moramo svetovati, a ne. Tukaj se boste mogli sami odločati. Jaz predlagam, da pogledate natančno razpisno dokumentacijo na likovni dejavnosti, če še kakšne stvari niso jasne, da napišete vprašanje za likovno dejavnost, je pristojna Monika Ivančič-Fajfar, ki vam bo potem tudi odgovorila, ampak ne moremo pa vam pa svetovati, ali je bolje to ali bolje to, da se prijavite. Tukaj pa ste pa avtonomni in tukaj mi, ki imamo razpis, pač ne moremo svetovati, kaj je bolje. Tara, lahko gremo še naprej, prosim? Malo, pričujem. No. Urša.
Ja. naprej isto. Kje lahko najdemo seznam svetovalcev za posamezna področja, se pravi na spletni strani JSKD, to že vam so odgovorili. Ok, v redu, gremo naprej. Ali načrtujemo informativni dan tudi za razpis ETN? Ne načrtujemo informativnega dneva za razpis ETN, ker je razpis ETN dokaj enak razpisu, ki je bil v letu 2025, nima nekih novosti. Če pa boste izrazili željo, da se predstavi, da bi vas več prosilo, pa seveda ni problem, da naredimo tudi informativni dan. Zato vedno pa se lahko za vsak razpis seveda potem tudi na Darjo obrnete z vsemi vprašanji, pa če so še tako, se vam zdijo enostavno ali se vam zdi, da jih ne boste vprašali, da ne rečem, da so, če se vam zdijo še tako neumne, ampak absolutno se obrnete zaradi tega, ker važno je, da vi natančno veste tisto in razumete, kaj se od vas zahteva. Pa moram reči, da moja kolegica Darja je zelo prijazna in vzdržljiva, tako da mislim, da ne boste imeli problema s pridobivanjem odgovorjev. Radi bi se prijavili na razpis, pa se v prejšnjih letih nismo mogli udeležiti območnega srečanja folklornih skupin, ker je naša skupina po poplavah na Koroškem v letu 2023 šla čez zelo zahtevno obdobje. Letos se bomo predstavili na območnem srečanju, a letošnji nastop verjetno ne šteje kot vključitev v piramido, saj bo razpis že končan. Ja, žal je tak pogoj, s tem tudi spodbujamo, da se društva vključujejo v naša srečanja. Vem, da so tudi individualni primeri, vendar v razpisu ne moremo individualnih primerov in individualnih okoliščin žal ne upoštevati, čeprav vem, da so hude, ampak žal ne gre, no. Člani komisije, da so objavljeni tukaj. Tako da, posvetovalna telesa. no, odlično, potem veste še več, da se na naši spletni strani znajdete, ker jaz velikokrat ne, tako da vse čestitke. Malo si to zaposlili s tebe. Hvala lepa. Ni vprašanje, samo priznanje in pohvala, da ste letos razpis končno prilagodili objektivnemu stanju ljubiteljske dejavnosti in začeli zgledno komunicirati z izvajalci. Na Zvezi kulturnih društev Slovenije smo sitnarili 4 leta, da se je to zgodilo. Uspešno izveden razpis nam želimo. Najlepša hvala. Tudi Zveza kulturnih društev Slovenije je s svojim 4-letnim sitnarjenjem zagotovo pripomogla, da so se zadeve spremenile. Tako da hvala in upam še naprej na plodno sodelovanje. Ali je možna prijava pevske sekcije pri prijavi na razpis, če je krovno društvo ZFS vključeno v razpis VPR? To smo že odgovorili, žal ne, ker gre za prijavitelja, ne za sekcijo. Hvala za predstavitev, vse koristne informacije, prosim, še kdaj. Tako da, še enega smo. Kako je s posebnimi pogoji 621, ko gre za področje 5.1 zborska dejavnost, področje 5.1.5? 6.2.1, kako je s posebnimi pogoji 6.2.1, ko gre za področje 5.1. 5.1 zborska dejavnost področje? Čakaj, mogoče 5.2.1. Lahko pomagam? Ja, prosim, ja. Ja, gre za to zborovsko dejavnost, gre za notografijo enega skladatelja in imamo v načrtu izdelavo te monografije oziroma notnega gradiva in kako je s temi posebnimi pogoji, ker tukaj so neki pogoji navedeni, ki pa jih pri takem projektu, pri glasbenem založništvu ni, ne? Če gre, veste kako, ne me držati za besedo, ampak če sem prav razumela kolegico, ko smo urejali in pripravljali ta razpis. Zdaj, če gre za noviteto, potem morate imeti tudi vse avtorske pravice pridobljene. Ja, gre to za pokojnega skladatelja,
Ja. ker žena je pač nasledila vse te avtorske pravice Mhm. in potem bomo pač to izdali kot, bi rekel, kot monografijo. Tu gre za delno sofinanciranje, ker celoten projekt je bistveno več, kot pa je tukaj navedeno, ne. V bistvu gre Ja. samo za del notografije tega celotnega glasbenega zborovskega opusa. Ja, pri glasbenem založništvu to so bolj pogoji, ki so navedeni za prireditev festivala, Tako je. izvedbo izobraževanj, a ne pri glasbenem založništvu je pogoj, da so pač te vse pravice urejene, da bi se zadeva, tudi če jo ne boste natisnili, ampak da so do tiska vse zadeve urejene in da je pripravljeno tako, da bi se zadevo dal natiskati, tudi če jo v tem trenutku ne boste še natisnili. Kaj pa, če recimo, ker je projekt tako velik zalogaj, da prijavi, bi rekel, da prijavita dva isti projekt? Delno, to se pravi pol projekta pa drugi. Jaz bi vam tukaj svetovala vseeno tako kombinacijo, ker v principu kot istega projekta. No, ali pa Ja. drugače. Prijavimo recimo notografijo, pa prijavimo recimo tisk, izdajo. Jaz predlagam, da konkretno napišete, pa vam bo odgovorila Mihela kot svetovalka za zborovsko dejavnost, ker se jaz tukaj ne upam fiksno Ja, odgovoriti. verjamem, to gre za preko 180 avtorskih skladb in priredb in v bistvu je to projekt, ki je, bi rekel, zelo obsežen, ampak s temi sredstvi bi se kar veliko pomagali, če bi Ja, uspeli. razumem, ja. Ja, tako je. Predlagam, prosim, če napišete, pa vam bomo podali odgovor. Drži, najlepša hvala. Hvala. Pohvala. Mogoče še kakšno vprašanje? Aha, zdaj je pa kar zamutila se. Tara vas je kar utišala. Ja. Zdaj je to, kar je gospod, če ste hotel povedati. Se vam opravičujemo, gospod, dajte, gospod Fabijan, tako da, če ste imeli še kaj zapovedati, vi sami prižgite mikrofon, se opravičujemo, ker smo vas prekinili. Še kakšno mogoče vprašanje? Jaz bi izkoristil to priliko, Tomaž Gregorič. Se opravičujem, slišimo, da nekdo govori, ampak vas ful ne slišite? razumemo. Ja, bolje. Ja, veste kaj, jaz bi samo nekaj vprašal. Gre za inštrumentalno dejavnost in navedeno je kot pogoj, ne, da mora prijavitelj v obdobju preteklih 2 let, to je 24 pa 25, samostojno izvesti vsaj 6 projektov v primerljivem pač obsegu, ne. Potem pa piše, da je treba seveda to izkazati z referencami v vlogi, ne. In potem je napisano, da so to produkcijske reference prijavitelja, kjer se opredeli pač kakovost in uspešnost izvedbe projektov v zadnjih 2 letih, ne. In zdaj me zanima, kdo lahko, bom rekel, zapiše, mislim, kaj moramo kot referenco, ne vem, kdo more to oceniti, ne vem, kakovost, uspešnost. Niso te dogodke, ki jih vi v tej piramidi v bistvu organizirate, to so pač, ne vem, koncerti recimo, ne. Kdo je tisti, ki lahko napiše nekaj, da to velja kot referenca? Zdaj, kot referenca velja pravzaprav strokovna komisija sama mora poznati področje na tak način, da lahko ocenjuje, kakšna je bila izvedba tega, da sklepa lahko tudi iz samega prizorišča, ki je bilo izvedeno, na kakšen način je bilo izvedeno, kdo so bili izvajalci. Jaz vem, da kritik zagotovo tukaj ni, a ne, tako da tukaj seveda ni zahteva tega, mogoče lahko pa tudi kakšno priporočilno izjavo kakšnega referenčnega strokovnjaka, ampak v principu iz samih projektov, ki so navedeni, komisija sklepa referenčnost. Hvala lepa. Se pravi, navedemo čim več informacij o teh 6. Ja, ni pa treba nam fascikla poslati, prosim. Pač, ne vem, a je treba kakšne priloge dati noter, to samo zavedemo v bistvu v sami vlogi? Prosim? To moramo kakšne priloge dati zraven za vsak projekt ali enostavno samo v vlogi navedemo? Lahko imate, lahko samo navedete, če pa želite, lahko, ko boste vlogo natisnili in tudi fizično dali, lahko priložite zraven.
Imate pa tudi v aplikaciji, da rečem na zadnjem koraku, okence, kjer lahko noter dodajate skenirane vloge, ne vloge, pardon, se opravičujem, priloge, oprostite. Se pravi, ni obvezna priloga, lahko pa jo v tiskani obliki priložite. Hvala lepa. Kaj pomeni pogoj zagotavljanja dostopnosti projekta javnosti? To pomeni, da je projekt javno dostopen. To pomeni to, pogoj. Kaj zdaj delamo? Če nekdo mi sam trenutek, se opravičujem. A slišite me, kljub temu, da se morda ne vidimo? Okej. Se pravi, projekt je dostopen javnosti, kadar je projekt javno izveden. To ne pomeni, da mora biti dostopen invalidom, seveda je zaželeno in dobro, da je, ampak to ni pogoj na tem razpisu. Nekdo je screen share naredil. Nekdo je screen share naredil, pa ne vem, kdo pa... Olga Srebrnič je. Aha, okay, delila z nami njen. Gospa Olga, poskusite screen share ugasniti. Aha, evo, vse imaš, prva je. Ja, tle. Kaj ne lahko naredim? Ne, če ti polej. Gospa Olga, mogoče, če se slišimo, če ugasnete deljenje zaslona, ker mi vam ga ne moramo ugasniti, nismo ga pa predhodno izključili možnosti deljenja zaslona, ker zdaj gledamo vaše namizje. Bomo mi zdaj to še drugače urediti. Ampak, Če vi pritisnete na pop-out, ja, dajte pomagati nam. boste dobili ven, spet nazaj te dve čudoviti dami. Ja, bi sem... Ja, jaz sem Metuzalem, jaz ne znam tega. A vidite, ni samo naša aplikacija, ne zagode včasih tudi, ne, Zoom. Ja, ne, mi ne obvladamo dovolj Zooma za take dogodke, ne. Zakaj ne pusti? V bistvu host rabi rabi ustaviti delitev, onemogočiti delitev ekrana. Jaz se to že res, sam mi ne pusti. Greš samo na tiste 3 pikce in daš enable share. Samo to. Jaz sem to ni ta breda. Dajte pritisniti. Jaz nikjer ne najdem enable. Tara, da niso tam dol v 3 pikce, ki piše more. Daj, tole. Zdaj pa jaz ne vidim več tako dobro, da je več na obljub. Jaz sem mislila, da sem to... Share screen, daj to je share screen pojď. Pred zadnjo, pa da je enable. Share entire desktop, share all windows. Ugasim vse tele za share, pa še ne pomagaj. Predlagam, da Jaz bi zdaj izkoristila nekaj minut, če dovolite. Predlagam, da ker slišimo se, tako da dokler bo Tara malo klikala sem pa tja, vi lahko še kaj vprašate, pa vam odgovorimo. Saj vas tudi že vidimo. Super! Samo jaz ne vidim žal izpisanih vprašanj v tem trenutku, tako da če kakšnih zadev še nisem odgovorila, to zdaj imamo, čakajte vprašanja. To smo že, gospod to smo rekli, ja. Kaj pomeni pogoj? Hvala vam za pohvalo in da ste tukaj, ne. Da se nimali, glede na to, da se razpisi JSKD in razpisi občin časovno pokrivajo, nas zanima, kaj se zgodi, če se prijavimo na oba razpisa in morda uspemo za isti projekt z obema prijavama. Jaz vam toplo priporočam, da že sami prijavi pogumno računate morda, da boste na obeh in ne date istih stroškov, ker v trenutku, ko bojo isti stroški, se ugotovili, da se isti stroški, bo vaš projekt na obeh stranih zavržen. Tako da tudi, če je bil že sprejet v financiranje, dajte potem planirati, če planirate občinska sredstva,
potem ne zaprošajte za tisti del, ki jih boste imeli od občine in obratno. Tudi če na državi računate na določena sredstva, ne zaprošajte za to. Prijavo, ali je za prijavo izdelave priredb potrebno predložiti dovoljenje avtorja skladb. Vi morate imeti vse avtorske pravice urejene, tako da mislim, ne morete priredbe sploh narediti, če nimate avtorske pravice. Zdaj, mi vam bomo verjeli na besedo, če boste napisali, da so vse avtorske pravice urejene. Če pa želite, pa seveda lahko, da podprete to, še predložite tudi dovoljenje avtorja. Gledališče se pravi, da brez nekih referenc za pretekla leta ni možno sodelovati na razpisu. Brez referenc prijavitelja za pretekla leta ni možno sodelovati na razpisu. Ja, dam piko na koncu. Prosim za osvežitev, ali pomeni, da bodo rezultati razpisa zunaj 8 tednov od 23.2., čas pritožb 14 dni, potem pa prejem odločbe sprejet konec maja. Jaz računam, rečemo junij, konec maja, junij, ker tudi mi smo odvisni od strokovnih komisij, ki niso naši zaposleni. Tako da tukaj jih sicer mi zaklenemo brez vode, elektrike in vsega možnega, ne elektriko in damo. Ampak drugače jih pač mučimo, da lahko čim prej zadeve naredijo, malo heca, ampak res tudi komisije, res vam moram povedati, da res delajo zelo aktivno, ker so tudi oni velikokrat na strani ali imajo izkušnje, kaj to pomeni biti izvajalec in se zavedajo, kako pomembno je, da se zadeva čim prej reši. Zelo boste pomagali tudi vsi vi, če boste, ko dobite plavo kuverto, to takoj dvignili, ker to pomeni, da ko vi dvignete zadevo, nam ni treba čakati, da je zadeva pravnomočna na ta način oziroma vročena, ker 14 dni po tistem, ko vi ne dvignete, se šteje kot vročena in potem recimo za obvestilo plus 7 dni, pa da mi dobimo nazaj pošto, pa je 3 tedne. Če bi vsi med vami dvignili prvi, drugi dan, ko to dobite, to skrajšate za 10 dni, ta postopek. Tako da, ali pa tudi pri dopolnitvi, če vi dobite za dopolnitev in takoj dvignete in dopolnite in to naredite vsi, spet skrajšate za 10 dni, kar pomeni, da smo že 3 tedne prešparali. Ampak po najbolj tistem scenariju, ko je pač treba nekatere prijavitelje čakati, da zadeve dvignejo in seveda komisija ne more dati končnega mnenja, dokler ne obravnava vseh vlog, je treba pač počakati, da se dobi odzive, zdaj, ko je obvestilo, bo treba pač počakati, da bo minilo 7 dni plus 2 dneva oziroma 3 dni, kot predvideva zakon za vročitev strani pošte, da bo to obdobje minilo, če ne bojo vsi dvignili zadev. Se pravi, 3 tedne je, tako kakorkoli. Hvala za inštrukcije, tudi mi se vam zahvaljujemo, da ste prišli. Tako da, če smo, lepo je prebrati tudi zahvale, tako da jaz vam res srčno upam, da boste uspešni na razpisu, da se boste opogumili in prijavili za vsa dodatna vprašanja, kar vam pač se pomota po glavi. Dajte, napišite mail, pokličite Darjo, vedite tudi to, da če se Darja ne oglasi na telefon, pomeni, da ima še 3 druge na telefonu, tako da mail mogoče napisati, pa lepo vas prosim, ne oddajajte vsi zadnji dan, ker če vsi oddajate zadnji dan, kar je pač pravilo pri prijaviteljih na javne razpise, tako pri profesionalcih kot tudi pri ljubiteljih, se lahko tudi aplikacija sesuje, zadeve ratajo tehnično včasih neobvladljive, tako da kakšen dan prej, če boste imeli razpis narejen, prijavo narejeno, vi jo kar pogumno oddajte, zagotovo se ne bo obravnavala, preden ni razpis zaključen, se pravi do 23.2. se nobena od vaših vlog ne bo obravnavala ali pregledovala,
tako da lahko tudi, če danes date do 23.2. ni. Mislim, je pri nas, ampak ni v obravnavi, ni odprta vloga. Ok, menim, da lahko potem zaključimo. Hvala lepa vam vsem za udeležbo. Želim vam uspešno prijavo, lep večer in pa uspešno pripravo vlog. Nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Bi zaključil.